tokratni avtomobilnosti spoznamo uporabno vrednost podatkov naših voženj v aplikaciji Drive. Z virtuozom avtomobilskega oblikovanja Robertom Lešnikom zaplujemo v luksuzni segment. Spoznamo Renault Rafale, ki je SUV s kupejevsko obliko, in odgovorimo na vprašanje preteklega kviza ter postavimo novo, tokrat štirikolesno. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Najprej so bile ceste in malo avtomobilov. Potem je prišel tekoči trak in avtomobilov je bilo vse več, ceste pa so postajale vse daljše in vse širše. Danes avtomobilske tovarne avtomobile bruhajo v sekundnem taktu in kmalu bomo dosegli proizvodno kvoto 100 milijonov avtomobilov na leto. Seveda, ceste temu tempu ne morejo slediti. No, ceste bodo morale postati digitalne. Kako hitro? Tega še niti ne vemo. Zato pa je tako pomembno, da tisti, ki pionirsko razvijajo aplikacije in gledajo, kaj se dogaja z vožnjo in zbirajo podatke, to delajo že zdaj. Kot recimo pri zavarovalnici Triglav ekipa, ki postavlja aplikacijo Drive. Z njihovo pomočjo si lažje že danes predstavljamo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, ko bomo v nek skupni prostor, v skupni oblak dali podatke o lastni mobilnosti. Potem pa bo tam umetna inteligenca vse naše mobilnosti optimizirala na tak način, da bo pot najkrajša, najbolj ekološka, pa tudi najbolj varna. No, ko smo že ravno pri poti, tisti, ki ima največ poti z aplikacijo Drive, je zagotovo Boštjan Kop, ki je vodja razvoja. Ne vem, če je res, če ima on največ. Mislim, da je že kar nekje v Saturnovi orbiti, je pa zbranih že več kot 1,5 milijona kilometrov. Milijarda. 1,5 milijarda prevoženih, milijarda in pol, kaj nič ne pomenijo, prevoženih kilometrov. Slovenci smo vozili tako po Ameriki, Avstraliji, Aziji, skoraj ni celine. Samo še... Severna Koreja morda ni posredovala podatkov. No, ampak za nas so najbolj pomembni podatki lokalni tu v Sloveniji in tu je aplikacija Drive. S pomočjo teh podatkov optimiziramo infrastrukturo, lahko simuliramo, kaj če bi postavili, ne vem, znak tle, znak tam, radar tle. To so taka zahtevna vprašanja, kjer umetna inteligenca nič drugega ne počne, kot samo to, da nam da ena boljša očala in boljš vidimo. Drive so torej nova očala, z Driveom torej bolje vidimo. Ampak nekaj pa je, po čemer pa je Drive poseben, unikaten, če želite. Namreč, ko vključiš Drive, se trudiš voziti varno, defenzivno. Ko torej driver naredi rdečo piko na zemljevidu, je to očiten pokazatelj, da je na tem mestu neka cestna nelogičnost. In pri zavarovalnici Triglav se te rdeče pike zdaj dajo na uporabo vsem cestnim profesionalcem. Predvsem želimo opolnomočiti lokalne skupnosti, občine, pa tudi osnovne šole in vrtce, recimo kot orodje oziroma pripomoček za načrtovanje varnih šolskih poti. In eno prvih podjetij, ki so se odzvali povabilu, je izobraževalno podjetje EduCenter. Skupaj so zbobnali profesionalce vseh cestnih področij, predstavnike občin, projektante in na koncu smo se šli skupinski brainstorm. Skupinsko debato, na kateri smo seveda obdelali nekaj vzorčnih primerov teh rdečih pik. V vseh teh letih se je nabrala ena ogromna množica podatkov. Samo naša aplikacija je zabeležila več kot 100 milijonov teh točkovnih lokacijskih podatkov oziroma mest na konkretnih cestnih odsekih, kjer prihaja do prekoračitve hitrosti ali uporabe telefona ali drugih dejavnikov. Kar vidite je en tak pregledni zemljevid Slovenije. Največjo dodano vrednost pa ta Drive zemljevid, kot smo poimenovali to orodje, dobi, ko pogledamo obližje, torej na točno določene cestne odseke. Vzemimo si torej čas za 3 vzorčne rdeče lokacije. Pa ne gre za kazanje s prstom, te kritične lokacije naj nam pomagajo razširiti obzorja, kako bi lahko kritične točke reševali tudi drugje v Sloveniji. Križišče v Turjaku, otroci klele čez cesto čakajo več minut, pa pride do polovice, pa gre mimo avto 80 na uro, ga skoraj odnese, ne? Zato vašo aplikacijo mi je všeč, da se vidi dejansko, koliko je kršitev 80 000. Če bi sodelovali tako, vaša aplikacija s statističnimi podatki, kot lokalna skupnost občina in ministrstva in institucija bi marsikaj rešili. Na glavno cesto pravzaprav sploh ne bi sodil takle prehod za pešce v nekem nivoju. Tudi te dva priključka, ki prihajata tako zelo strmo, seveda zaradi konfiguracije terena, nerealno bi bilo seveda pričakovati, da bi vse te priključke naredili izvennivojsko, ampak je pa ena taka zelo
kritična točka, ker imamo pa pešca tu in kolesarja, verjetno šola, na eni strani vrtec. Kaj se da narediti? Dost primerov takih smo reševali, če se je dal z nekim krožnim križiščem. Krožno križišče ima zelo dobre funkcije, bom rekel, prvič pretočnosti prometa, drugič seveda tudi zmanjšuje hitrost. Ni pa primerno povsod, se pravi, bilo treba tukaj potem narediti eno poglobljeno analizo. Bi pa to seveda pomenilo eno daljšo deviacijo te ceste, investicijsko bolj zahtevno, bi potem že lahko razmišljali o kakšnem nadhodu, podhodu za pešce in kolesarje. Točno to sem, ker krožišče bi na nek način rešilo samo cestni promet, avtomobile, tovornjake in tako naprej. Koliko dejansko, o kakšnih številkah tukaj govorimo? Vse, kar se pa zdaj pogovarjava, gre po 100.000 evrov, tako da lahko se približava s kakšnim takim... Nadhod? Ja, to je hitro čez 100.000 evrov, bom rekel, konstrukcija in pa smo tam, ne? Pa smo tam. Gre za cesto v občini Izola. Prekršitev hitrosti je bilo zaznanih dobrih 1200. Gre pa v bistvu tole za križišče z neprednostno cesto pod ostrim kotom. Zgodila se je tudi prometna nesreča v lanskem letu zaradi neprilagojene hitrosti. Tukaj očitno gre za dve avtobusni postajališči, ki sta postavljeni. Ena je izven vozišča v Niši. Gre tukaj očitno za nek šolski avtobus in temu primerno potem je tudi narejen prehod za pešce, ki pač mora biti izveden, ki je vidim jaz potencialno nevarnost. Če bo ustavil avtobus tu, imate vi vso pravico, da ga prehitite po levi strani, ki stoji na vozišču. Ne, če šolski ne. Razen če šolski. Če šolski ima v zadju znako in ga ne smete. Sam zdaj mene zanima, koliko to ljudi ve, v dvorani, med vozniki. Zelo malo ljudi to ve, ampak v redu. Pač ga imate vso pravico prehiteti, in gledajte, kaj se zgodi. Vi greste v prehitevanje in avtomatsko rinete v to smer, z vozilom, kjer pa imate samo s črto varovanega pešca, ki bo šel po tej smeri. Pomagali bi že, če bi tukaj na mestu črte dal robnik. Jaz vem, da ni dovolj širok pločnik v tem primeru, ampak robnik pa lahko postavimo. Če smo naredili pas te širine, lahko potem tudi robnik postavimo in bi to pomagali. Klasičen pločnik se pravi, da bi to dvignil na tistih 12 cm. Druga stvar je pa seveda, da od tej ploščadi bi lahko to celoto naredili kot eno trapezno ploščad. S tem bi, bom rekel, nekako naredili bolj varen tisto območje za čakanje. Istočasno bi pa dosegali še efekt, da ta vozila, ki pripeljajo na to ploščad, če je že 40 omejitev na tej celi cesti, bi dejansko lahko to ploščad naredili za prevozno 40 km/h in bi dejansko tudi vsi zmanjšali hitrost na tem prehodu. Jaz bi tukaj na tem mestu omenil pametno hitrostno oviro. Pametna hitrostna ovira je v bistvu selektivna in se dejansko sproži samo za prehitre voznike. Kaj to pomeni? Ploščad, ki je v nivoju vozišča, spusti navzdol za 2-3 cm in v bistvu povzroči hrupno dogajanje na vozilu, če pripelje na to, vendar samo za tiste, ki so prehitri. Ampak seveda ne zanima samo mene, ampak tudi gospoda iz občine Izola, koliko pa to kaj stane. To ploščad izvesti, to bi bilo definitivno v rangu 50.000 evrov za narediti, recimo tak gradbeni ukrep. Tole pa je en tak primer CON 30. Tukaj je recimo bilo zaznanih z Drive aplikacijo dobrih 8.000 prekršitev hitrosti. Zgodila se je tudi prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti tukaj v delavskem naselju v Vrhniki. Če bi ga z ptičje perspektive obravnaval, ne bi točno vedel, zakaj je tukaj problem in kaj je pravzaprav bilo sploh vodilo za CON 30, ker vidimo, da tudi ukrepov ni, izvedenih, nobenih, torej je zopet administrativno omejeno z CON 30. Tukaj gre pa za en drug primer, kjer pa dejansko to delavsko naselje uporabljajo, bom rekel, ljudje, ki tranzitirajo z območja avtoceste proti zalednim naseljem in je to ena taka bližnjica, ki jo uporabljajo vozniki dnevno, verjetno te migranti dnevni, ki se vozijo v službo. Seveda, če pogledate traso, je stegnjena cesta, relativno široka in tudi vabi k višji hitrosti. A bi bilo tukaj treba preprosto reči, to je območje, prepovedati v bistvu tranzit, se pravi območje je dovoljeno samo za lokalni dovoz? Jaz mislim, da ja, ker imamo cesto sporedno praktično, ki potem pripelje preko semaforiziranega križišča, seveda, če bi tle naredili neke ledvičke tako za nek enosmerni ali pa, dajmo reči, odstop prednosti, zopet, da mi dejansko te ljudi, ki se odločajo, da bo šli tle v tranzit,
da jih nekako prisilimo, da vozijo 30, z nekimi ukrepi. Ne bom pozabil strokovnjaka iz občine Izola, ki je na našem posvetu javno priznal, da ureditev v Šaredi ni urejena, tako kot so predlagali oni, stroka, strokovnjaki. Voditelji so na koncu podlegli zunanjim pritiskom, seveda pritiskom občanov. Ampak žal še tako varna cestna ureditev ne more zagotoviti prave varnosti, če nam zmanjka tistega čuta za sočloveka, če nam zmanjka empatije. Namreč, ko sva zjutraj s snemalcem Davidom Šavljem tukaj ustavila kamero, se je na tem križišču pojavil prvošolec z rutko in pa svojim očetom. Zdaj, nekaj sekund sta pogledovala in čakala, kdaj bo kdo ustavil. Poskusila sta celo s tem, da sta dala nogo na cestišče, ampak nekaj vozil je mirno peljalo mimo, kot da se nič ne dogaja na tem križišču. Potem pa se je zgodilo, da je iz tiste smeri pripeljal črn, spuščen BMW in vzorno ustavil, celo z roko ima odstopil prednost. Za njim pa se je iz iste smeri pripeljal družinski umirjen Berlingo, glasno potrobil, na to BMW-ja po levi strani ceste prehitel. Da sta bila tukaj Ciciban in pa očka, se niti zmenil ni. In še tokratni avtomobilnostni kviz. Pretekli teden smo vas vprašali, v kolikšnih odstotkih vozniki skirojev v kritični situaciji pravilno zavirajo. Odgovor je 30, 31 odstotkov. Do tako natančnega podatka smo prišli s pomočjo simulatorja vožnje e-skiroja Zavarovalnice Triglav, ki uporablja simulator tako v preventivne kot tudi raziskovalne namene. V avtomobilnosti smo že večkrat govorili o tem, da postajajo mestne površine okolje novih oblik srečevanja z zelo različnimi prevoznimi sredstvi, ki jih uporabnik ne poganja z lastno silo, ampak je hitrost gibanja odvisna od moči pogona. S tem pa se močno spremeni tudi dojemanje in občutek za razumevanje, kolikšen čas in prostor je potreben za ustavitev, o čemer smo govorili tudi v enem od preteklih kvizov, ko smo spraševali, kdo se ustavi prej, avto ali motor. Kot je za avtomobilnost povedala Ana Cergol-Kebler, vodja projektov varne mobilnosti pri Zavarovalnici Triglav, za začetek bi radi obrnili trend, ki ga na ulicah vse prepogosto vidimo, da se na skiroju z eno zavoro peljeta dva. Mi bi radi, da je obratno, da bi imel skiro dve zavori in enega voznika. S tem se verjetno strinjamo. In zdaj še vprašanje tega tedna. Audi je z oznako Quattro postal kar sinonim za štirikolesni pogon. Ampak morda niste vedeli, da je imela njihova marketinška ekipa prvotno za ta štirikolesni pogon drugo ime. Morda veste? Odgovorite tako, da skenirate QR kodo in izberete vprašanje ali nas preprosto kadarkoli obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. To bo najhitrejši sprehod čez 4 desetletja neprekinjene rasti velikosti avtomobilov, kar pomeni dvoje. Prvič, da bodo stvari boleče poenostavljene in drugič, da bomo vmes ugotovili, kaj je bilo prej, kura ali jajce, in zakaj hipiji na kolesih, ko odrasejo in dobijo otroke, postanejo japi v avtomobilih. Kje smo danes, kako smo prišli do tu in kje bomo jutri? Danes. V ZDA je že 42 let zapored Ford F-150 najbolje prodajen avto, 47 let pa najbolje prodajen pick-up. Po podatkih organizacije Kids and Cars v ZDA vsak teden na dovozih do hiš in na parkiriščih zbijajo 50 otrok, 2 do smrti. Vsak teden že več desetletij. V večini primerov jih povozijo starši ali sorodniki in najpogosteje z velikimi SUV-ji, čeprav imajo mrtve kote seveda prav vsi avtomobili. Vedno več je organizacij,
ki v mestih kličejo k vandalizmu in velikim terencem spuščajo gume in delajo podobne reči. Kako smo prišli do tu? Zdi se, da so vse sprožili piščanci. Leta 1962 je Evropa uvedla stroge dajatve na piščančje meso iz ZDA. Povračilni ukrep ZDA je bil dvig davkov, še posebej na lahka gospodarska vozila. Pride naftna kriza in boleče spoznanje, da Evropejci in Japonci delamo bistveno boljše in predvsem bolj varčne avtomobile. Kaj naredijo Američani? Zaščitijo svoj avtosektor in to tako, da uvedajo standard imenovan CAFE, Corporate Average Fuel Economy, ki določa povprečno porabo goriva, ampak iz tega standarda izvzamejo pick-upe in SUV-je. Hkrati zmečejo milijone in milijone oglaševanje svobode vožnje v velikem, visokem in varnem SUV-ju. Kje smo danes? Danes vemo, da v vozniškem smislu veliki SUV-ji niso bolj varni kot običajni avtomobili. Prav tako vemo, da smo pri trkih z njimi bistveno manj varni prav vsi ostali. Manjši avtomobili, pešci, kolesarji, motoristi. Vemo tudi to, da oglaševalski stroj ponavlja zgodbo in že govori in vabi v nakup velikih električnih SUV-jev. Ne vemo samo to, ali bomo v Evropi vendarle bolj pametni in se ne bomo spustili v enako bencinsko, kaj šele električno cestno oboroževalno tekmo. Uspešna prodaja manjšega Renaultovega križanca Conquesta je bila dobra popotnica za večji SUV, ki vstopa v kupejevske vode. Ampak očitno po temeljitem premisleku, saj je razred ne tako družinsko oblikovanih športnih terencev očitno v porastu. Rafalovo ime ima korenine v letalskem svetu po Caudronu 460 C460, ki je po zraku letal v 30 letih prejšnjega stoletja. Poganjalo ga je 6 valjev. No, cestni Rafal bo poganjalo pol manj valjev, ampak bolj zanimivo je nekaj drugega, da so repliko tega letala nedavno pripeljali na bovško letališče. In tam so posneli tudi reklamo, tudi s pomočjo slovenske produkcijske ekipe. Luka pa Rafal zapelje po cesti. Z modeloma Austral in Espace si Rafal deli približno 3/4 sestavnih delov. No in če se vam to morda zdi veliko, naj priznam, da sem pred to predstavitvijo mislil, da se jih pravzaprav deli več. Ampak Rafal prinaša nekaj zelo zanimivih novosti. Za začetek je tu njegov videz, na katerega bo pričakovano stajal zares ogromno. Poglejte na primer to masko, ki je v celoti zaprta, saj dovajanje zraka poteka izključno prek te spodnje odprtine. Ampak kaj je še posebej zanimivo z vizualnega vidika? Ta maska je sestavljena iz manjših, zelo zanimivo oblikovanih delov, nekako v obliki Renaultovega logotipa, no in ti delčki ob pogledu nanje ustvarjajo zelo poseben optični učinek. Na splošno gre za prvi model, ki je v celoti oblikovan po novih smernicah znamke. Te je uvedel nov šef oblikovanja Gilles Vidal, ki je k Renaultu nedavno prestopil od Peugeota. In tako, zdaj veste, zakaj, če vas morda kakšen detajl spomne na vozila te druge francoske znamke. Vidal je imel svojo ekipo tokrat precej zahtevno nalogo, saj gre v primeru modela Rafal za novega zastavonošo Renaultove ponudbe, oziroma model, ki bo umeščen popolnoma na njen vrh. Gre torej za avto, ki bo poleg racionalnega vidika moral zadovoljiti tudi tiste, ki si od avtomobila želijo presežkov. No in vsaj z oblikovalskega vidika ta avto zlahka označimo kot presežek. No kaj pa presežki na tehničnem področju? Kaj nam lahko ponudi Renault? Model Rafal bo poganjal Renaultov hibridni pogon nove generacije, ki nas je prepričal že ob testu modelov Austral in Espace. Ampak ta klasični hibridni pogon z 1,2-litrskim trivaljnikom, 2 elektromotorjema in 147 kW moči bo le vstopna opcija. Medtem, ko Austral in Espace 4-kolesnega pogona ne ponujata, pa bo Rafal lahko gnan tudi s pomočjo dodatnega elektromotorja, ki bo nameščen tudi na zadnjo os. Gre za hibridni 4-kolesni pogon v novem priključnem hibridu z oznako 300, ki seveda govori o konjskih močeh, prevedeno pa ima ta pogon razmeroma zajetno moč 221 kW. Here we can see we have
the battery of 22 kilowatts for the plug-in hybrid variant. We can see here we have electric powertrain of 136 horsepower, and we designed the platform since the beginning on the rear axle to integrate this motor. Here we have really a concentration of technology. We have four-wheel steering system, and we have also integrated this electric motor. In spet smo pri tistih 1000 kilometrih. Obe različici Rafala naj bi jih bili zmožni prevoziti brez obiska bencinske črpalke oziroma polnjenja baterije. In to, po besedah Renaulta, ni le podatek za marketing, pač pa nekaj, kar bi moralo v avtomobilih takšne velikosti vselej veljati za standard. We are very proud to say this motor is very efficient. We are close to 1 liter less than competitors for 100 kilometers. And it's very important to say it's true. We can see it. Customers have big pleasure to see on the meter more than 1,000 kilometers on range, and also for the 300 horsepower we can see it. Ob vožnji na zelo razgibanih regionalnih cestah v Andaluziji pa smo lahko ugotovili, da je bil Rafal deležen tudi nekaj izboljšav na področju voznih lastnosti. Pa tu ne govorimo le o udobju, pač pa tudi o področju dinamike. Behind the steering wheel, driving, we can see this car, it's very joyful to drive. And for us, it's what we want to do and what we achieve. And we have the pleasure for all the family, but we have pleasure for driver also. We improve the drivability with all chassis components. We have specific anti-roll bar. We adjust also the shock absorber to improve the handling, and we improve the four-wheel steering system to have a car very, very agile for this dimension. For the 300 horsepower, we have conventional and also adaptive suspension. Also for drivability, we increased the wide track for 4 millimeters in each side. The tuning is dedicated to this car. Ampak seveda je notranjost po francosko ponovno precej podrejena estetiki. Na armaturi so tako številni zelo lični detajli, enako velja tudi za vratne panele. Imamo pa na primer tudi osvetljen logotip Alpine na sedežu, ki celo utripa v ritmu bitja srca. No, boste pa pravo usnje v tem avtomobilu iskali zaman. Glavni tehnološki priboljšek v notranjosti pa je steklena panoramska streha z nastavljivo prosojnostjo. Ta streha je brez običajnega senčila, tega pa nadomešča posebna tehnologija, ki temelji na električno spodbujenih premikih molekul. To streho lahko zatemnimo tudi z glasovnim ukazom Google. Zanimivo in koristno pa je, da si lahko potniki zadaj streho zatemnijo z različnim nivojem od potnikov spredaj. Ok, Google. Close the solar bay. Okay, darkening the solar bay. Steklena streha zagotavlja tudi za 3 cm več prostora za glavo, kar glede na kupejevsko obliko seveda ni zanemarljivo, zlasti za potnike na zadnji klopi. No, kako se sedi zadaj? Zadaj se sedi približno enako kot v Espasu in to je za vozilo s to obliko v resnici zelo dober podatek. Po zaslugi dolge medosne razdalje je inženirjem uspelo, da je prostora za glavo tukaj le za kakšen centimeter manj kot pri Espasu in tako bodo lahko tudi vožnje na dolge proge prijetne in udobne. Ta prihodna arhitektura, temu rečemo AMG EA, AMG Electric Architecture, torej performance vozila za 100% električnim pogonom, smo obrali drugo pot. Ja? Torej ti avtomobili, oziroma ta konkretna avtomobil, ta Vision AMG nima monolitične baterije, ampak ima 2 različne baterije. To pomeni, da lahko zadnji potnik normalno sedi kot v normalnem
neelektričnem avtomobilu tudi. Ja. To pomeni, da imamo noge bistveno nižji. Noge praktično na dnu, kot danes tudi pri tem avtomobilu. Ja. Kam ste pa potem dali te baterije? V bistvu pod sedeže ali kako? Ja, to so potem triki, ne? Ampak tukaj govoriva zdaj se pravi o solid state baterijah, da vam je to omogočilo v bistvu, da ste lahko tako... Ne, to ne pomeni solid state. To pomeni, mislim, mene kot oblikovalca praktično ne zanima, kaj je v ohišju. Ja? Lahko so celice takšne ali pa takšne, ne? Ampak meni zame je pomembno le ta škatla, višina te škatle, tega ohišja, v kateri je pač določena kemija, določene celice in tako dalje. In seveda nižje so te celice oziroma tehnika nižja, bo tudi ohišje nižje in bo avto nižje in tako dalje. Ampak tehniki vam niso namigali, da so dobili nižje baterije? Tehniki zaupam popolnoma in zaupam, da bojo najboljšo tehnologijo imeli. Dobro, sprašujem zato, ker ta avtomobil dejansko kaže tudi v bistvu novo smer teh Mercedesov. Se pravi, če vidimo zdaj CLA-ja, ki ima v bistvu zadek v bistvu takole zelo poševen, imate pa zdaj pri tem konceptu zadek zelo daleč nazaj razpotegnen. A to lahko smatramo, da to pomeni, to je ta novi dizajn teh električnih? Ja, en zelo pomemben del oblikovanja teh performance AMG avtomobilov je ta aktivna aerodinamika. In mogoče ta model le nakaže, kam gre pot. Imamo možnost oblikovati zadek z aktivnim spoilerom spodaj in tudi z aktivnim spoilerom spodaj. Če imam jaz aktivni spoiler, potem lahko to obliko le takrat naredim z aktivnim spoilerom, ki se rabi. Rabi se, vemo, da aerodinamika pod 80 km/h ne igra nobene vloge, ne? In če avto gre, kaj pa vem, na dirkalno stezo, pri višjih hitrostih, potem rabim, za tistem trenutku rabim to mogoče dolžino avtomobila, ki pa mogoče v mestu celo ni zaželjena. Moram reči, da lani, ko sem ga videl v Münchnu, sem bil kar osebno zelo navdušen. Kaj lahko zvemo zdaj o tem avtomobilu? Če ga primerjamo s konceptnim, pravzaprav je to že v bistvu dejansko skoraj serijski avtomobil, koncept. V 15 minutah se bo dalo napolniti za 400 km vožnje, 12 kWh na 100 km, neverjetno, ja? In ta prihodnost je že tukaj čez kakšno leto, že manj kot čez kakšno leto, ne? In vsak, ki se mogoče malce spozna na avtomobile, lahko vidi določene smernice, po katerih tam gremo, in primer je bil recimo sprednji del, kompletno z žarometi, ta grill, maska avtomobila, tudi silueta, je to tudi to, kar se bo dalo dobiti, ampak se spravim z eficientnim paketom, kar praktično danes na trgu še ni. Maska bo dejansko taka in tole je zdaj... Maska bo zelo podobna temu. In tele lučke, ne? Tudi zelo podobno. To je zdaj to, ne? Danes smo z mojstrom dizajna Robertom Lešnikom zapeljali v območje luksuza in pogledali, kaj pomenijo podatki oziroma kako pomembno je te podatke s poti pravilno interpretirati. Meni pa se je pri analizi podatkov iz Driva zdelo zanimivo nekaj drugega. Vsi ali praviloma živimo v prepričanju, kako svobodno in nepredvidljivo je naše življenje. V resnici pa podatki pokažejo, da smo povsem predvidljivi. Vsako jutro iz iste točke na približno isto točko in popoldne na nekaj podobnih. To je to. In mimogrede, taka naša dnevna mobilnost je enaka že 120 let, samo razdalja je zdaj večja. In ker delujemo na percepciji in ne na realnih podatkih, velikokrat pri nakupu predimenzioniramo velikost in pa doseg avtomobila. No, pa imamo odgovor za električne avtomobile v njihov doseg. No, ne bomo pa predimenzionirali časa, ko se spet vidimo. Čez točno en teden in odštevanje začne teči zdaj, vmes pa poglejte na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Odgovorite na vprašanje tokratnega kviza in lepo se imejte. Srečno!